Spoštovane in spoštovani, odpiram slavnostno sejo ob občinskem prazniku Mestne občine Murska Sobota. Ob letošnjem občinskem prazniku obeležujemo 670 let, odkar je bila 16. julija 1448 kot Murosambad prvič omenjena srednjeveška naselbina, iz katere je zraslo mesto Murska Sobota. To je naše potovanje skozi čas, vez s preteklostjo, ki enako mogočno kot sedanjost in prihodnost določa, kdo smo in kam gremo. Danes si moramo zastaviti vprašanje, kakšna bo Sobota čez 3 desetletja. Kakšna bo takrat, ko bo neka nova generacija na podobni slovesnosti praznovala 700 let od prve pisne omembe našega mesta. Kakšna bo, je odvisno od mnogih dejavnikov, saj tudi niti prihodnosti niso v celoti v naših rokah. A nekaj je gotovo. Če združimo in povežemo hotenja, ambicije in sanje v voljo celotne skupnosti, ustvarjamo energijo, da v naši občini oblikujemo prihodnost po svoji meri. Če bi moral izpostaviti enega od mnogih procesov, ki smo jih začeli v zadnjih 4 letih, kot poglaviten za naš prihodnji razvoj, bi ponosno izpostavil oblikovanje trajnostne urbane strategije naše občine. Ne le zato, ker smo z njo ustvarili resen razvojni dokument in si z njim odprli vrata za rekordno črpanje razvojnih sredstev, ampak zato, ker smo uspeli številnimi delavnicami in pogovori z ljudmi ustvariti skupno vizijo za naprej. To sodelovanje je rodilo nov optimizem tega časa. Mesta se ne meri po dolžini, obsegu in ne po številu ljudi. Kot je rekel ameriški novinar in kronist San Francisca Herb Caen, se mesta sodi po širini njihove vizije in višini njihovih sanj. Naša vizija je ustvariti mesto, kjer bo vsakdo, naj bo mlad ali star, ženska ali moški, delavec ali intelektualec, podjetnik ali kmet, v urejeni in povezani skupnosti živel visoko kakovost življenja, v stiku z naravo in samim seboj, v živahnem utripu mesta in miru pokrajine ob Muri, v inovativnem in kreativnem delu s časom za življenje njegove ljudi in dobrote, z zavedanjem, da ni sam, ampak je za njim in ob njem solidarna in povezana skupnost, ki živi skupaj. Zato je naša vizija široka in zato so naše sanje visoke. Vem, da nam to uspeva. V veliki meri zato, ker to skupnost tvorijo ljudje, ki s srcem, znanjem in vso svojo ustvarjalnostjo delajo za dobro te občine. Danes se z občinskimi priznanji dotikamo dragocenega, pa vendarle majhnega dela te naše skupnosti. S priznanji gasilskemu društvu Krog, Danici Flisar in Milanu Vertotu izražamo svojo simbolično zahvalo za to, da bogatijo našo skupnost. Soboto je močno svojim duhom, zagonom, znanjem in energijo soustvarjal tudi naš Feri Kuzmič. Plodnemu avtorju, kustosu in predavatelju, ki je bil živa enciklopedija naše zgodovine in mnogim izjemen prijatelj, ki je bil s posluhom, ki je bil mnogim izjemen prijatelj, s posthumnim nazivom častnega občana, izrekamo svojo zahvalo, da je v svojem bogatem znanju, z radostnim pogledom na svet, v zgodovini vedno našel trden argument za zaupanje v dobro in v sočloveka. V Soboti znamo izkoristiti priložnosti, da jih uresničimo v dobro skupnosti. Zato se danes Sobota spreminja v sodobno, urejeno
in trajnostno občino, ki bo privlačna za vse, ki tukaj živimo, in za vse, ki nas obiskujejo. V občini smo zagnali velik investicijski ciklus, da zgradimo in obnovimo našo infrastrukturo, olepšamo mestno središče in vanj vrnemo življenje, v občini in ob njem pa ustvarimo nove, za občane in turiste zanimive vsebine. Zato smo uspeli pritegniti rekorden obseg evropskih razvojnih sredstev. Občina se razvija, se obnavlja in se pripravlja, da na novo zaživi in v polni meri uresniči svoje priložnosti. V življenju me poganja optimizem in vera v dobro med ljudmi. Zato vem, da smo s takšnim pristopom povezani in organizirani na trajnosten, gospodaren, zakonit in transparenten način sposobni uresničiti izzive, ki so pred nami, ker teh izzivov je veliko. Smo regija z negativno demografsko bilanco. Od tod se še vedno odseljujejo mladi in mlade družine. Naš izziv je zato jasen. Za oživljanjem občine, za novimi stanovanjskimi možnostmi in urbanističnim razvojem narediti in ustvariti okolje, ki bo privlačno za življenje in delo mladih, za rojstvo družin in vzgojo otrok. Med nami je veliko starejših. Skupaj z drugimi inštitucijami se trudimo, da bi razvili celovite pristope za starost. Čaka nas velika naloga, da razvijemo storitve in infrastrukturo, ki jih potrebujemo za kakovostno, povezano, varno in dostojanstveno življenje v starosti. Brezposelnost je s 13% danes najnižja v zadnjih 10 letih. Pomursko gospodarstvo raste z novimi proizvodi, z novimi naložbami in novimi potmi na svetovne trge. Rezultati nas opogumljajo. Regijo še ambiciozneje postavljamo na evropski in svetovni gospodarski zemljevid, našim podjetjem odpiramo nove priložnosti, tukaj pa ustvarjamo privlačno okolje za nove domače in tuje naložbe. Povezani z gospodarstvom gradimo pogoje, ki predstavljajo predvsem za mala in srednja družinska podjetja možnost preboja med najboljše. Občino in regijo razvijamo kot vrhunsko turistično destinacijo. Zato gradimo skupnostni turizem, ker lahko samo skupaj z vrsto vsebin in storitev ustvarimo vrhunski turistični produkt, ki bo k nam pripeljal zahtevne turiste, ki po svetu iščejo in odkrivajo odličnost v vseh pogledih, varnosti, neokrnjene narave, kulinarike, odličnih vin in srčnih ter dobrih ljudi. V občini moramo začeti z novim poglavjem posodabljanja svoje infrastrukture. Potrebujemo dogovor, da v prihodnjih 10 do 15 letih načrtno in sistematično z vsakoletnimi vlaganji obnovimo zastarelo komunalno infrastrukturo. To je naša odgovornost do okolja, do vode in do ljudi. Hkrati s tem moramo razvijati komunikacijsko infrastrukturo, da neprestano dvigujemo standard povezljivosti in mesto digitalno povezujemo s svetom. Naša javna podjetja in zavodi so v dobri kondiciji. Tam, kjer imamo kot občina vpliv na upravljanje, so ugledna podjetja, razvojni načrti, uspešni rezultati in dobri odnosi, ki skupaj zagotavljajo kakovostne storitve za občane. Kljub izboljšanju gospodarske klime in spodbudnim rezultatom našega gospodarstva je med nami v vseh generacijah še vedno veliko ljudi, ki težko živijo. Skupnost je tako močna, kolikor so močni najšibkejši med nami. Zato moramo nadaljevati s proaktivno politiko podpor in pomoči, da nihče med nami, ne glede na življenjske okoliščine, ne bo živel v strahu, v pomanjkanju in v negotovosti. Občina je sredi velikega investicijskega cikla. Z velikim zagonom uresničujemo razvojne projekte, kot so paviljon Expano in revitalizacija Soboškega jezera, v novo turistično destinacijo regije, obnova in urejanje mestnega središča, vrsta projektov na področju infrastrukture, obnove cest, turizma, športa in kulture ter izgradnja soboške obvoznice. Da, Murska Sobota se spreminja.
Spreminja se zato, ker smo se znali povezati v novih ciljih, da moderniziramo mesto in primestna naselja, okrepimo naše gospodarstvo, izboljšamo našo infrastrukturo, da občino razvijamo in ustvarimo pogoje za boljše življenje vseh naših ljudi. To je naše skupne delo. Z dobrimi odnosi, z znanjem in ustvarjalnostjo, s poštenjem in iskrenostjo, z voljo in vizijo še naprej spreminjamo Soboto v občino visoke kakovosti življenja. Drage občanke in občani, čestitke ob našem prazniku in čestitke v prazniku naše občine.